Pozdravljeni! Današnja oddaja bo počitniška. V glavnem so za nami prijetni dogodki in obletnice. Ampak najprej se bomo ustavili na tiskovni konferenci, ki jo je sklicalo društvo Forum Ormož, ki tudi v teh počitniških dneh ne miruje. Z namenom javnosti razkriti nepravilnosti in nezakonitosti na področju veljavnih cen storitev, občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter nekatere druge kršitve finančne zakonodaje v občini Ormož je društvo Forum Ormož, Društvo za zakonitost in varstvo pravic z Vilijem Trofejnikom in Boštjanom Štefančičem na čelu pripravilo tiskovno konferenco. Namen današnje tiskovne konference je predvsem opozoriti javnost na nezakonite cene gospodarskih javnih služb varstva okolja, to se pravi vode, odvajanja in čiščenja odplak in pa ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so bile uveljavljene z 1. majem letošnjega leta. Sprejel pa jih je Ormoški občinski svet 13. aprila letošnjega leta. Občinski sveta v Središču ob Dravi in pri Svetem Tomažu pa tudi v mesecu aprilu. Praktično je možno ugotoviti, da niti ena izmed uveljavljenih cen za vodo, odplake in smeti ni korektno določena, še več, marsikaj je celo nezakonito, gledano skozi veljavno uredbo o metodologiji za določanje cen na tem področju, ki je bila sprejeta v letu 2012, uveljavljena pa s 1. januarjem 2013 in je praktično to že tretje leto, ko občinski sveti na območju upravne enote Ormož sprejemajo na nek način podtaknjene nezakonite odločitve oziroma nezakonite dokumente. S čem posebej je ta problem izbil še dodatno v letošnjem letu, zlasti v občini Ormož, ki zaradi aktiviranja investicij na področju odvajanja in čiščenja odplak in pa na področju vodooskrbe, saj se z aktiviranjem novih objektov komunalnih povečuje strošek amortizacije, ki je pretežni del stroška najemnine, ki ga koncesionar plačuje občini ali v občinski proračun, v resnici pa ga plačujejo porabniki posameznih storitev. Generalni problem je v tem, da veljavni predpis oziroma veljavna uredba jasno opredeljuje, da je možno oziroma da je nujno upoštevati dva odločilna momenta. Prvič, izkoriščenost posamezne vrste komunalne infrastrukture. Če ta ni izkoriščena 100%, je možno zaračunati kot strošek amortizacije, posledično prevesti to v omrežnino, le tisti odstotek ali delež, ki je enak stopnji izkoriščenosti. Stopno izkoriščati komunalne infrastrukture ne ugotavlja ne župan, ne občinski svet, ne direktorica ali kdo iz koncesionarja, ampak v skladu z uredbo oziroma zakonom o graditvi objektov nevtralni organ, to je soglasodajalec po posamezni vrsti gradnje, posamezne vrste infrastrukture. Tega pomembnega določila še v ormoški koncesionar, pa tudi občinske uprave in občinski sveti z na čelu župani še do zdaj niso upoštevali oziroma pripoznali, čeprav je zakonsko obvezen oziroma predpisan. Drugi del
seveda, ki je pomemben, je datum aktivacije ali aktiviranja posamezne vrste infrastrukture. Če je čistilna naprava s kanalizacijo konkretno aktivirana sred leta ali med letom, ni možno obračunati v stroških omrežnine, ki je v resnici pretežno strošek amortizacija celoletnega stroška. In ta dva momenta, poleg ostalih, pomenita temeljni problem drastičnega povišanja omrežnin. Tako se je omrežnina na vodovodu povečala za približno 2/3 oziroma 65,8%, omrežnine na kanalizaciji in čistilnih napravah pa še čez. V društvu so poskrbeli, da so vse svoje trditve tudi argumentirali, ker to je tudi poslanstvo društva. Sta tiskovno konferenco zaključila Vili Trofenik in magister Boštjan Štefančič. V nadaljevanju pa k prazničnim dogodkom, ki jih je v minulih dneh bilo kar nekaj vse naokrog. Najprej se spomnimo osrednje občinske proslave ob Dnevu državnosti in ob otvoritvi festivala Ormoško poletje. Tradicionalno je tudi letos osrednja občinska proslava ob Dnevu državnosti bila združena s odprtjem festivala Ormoško poletje. Slavnostni govornik je bil župan Alojz Sok, ki je med drugim spomnil na občuten neenoten regionalni razvoj v državi in dodal. Ker smo kmetijsko področje, naj omenimo v tej prilike, da je v proračunskem letu za 2014 največ plačil iz evropskih kmetijskih skladov v Sloveniji bilo odobrene ljubljanskim mlekarnam, ki so mimogrede v tujih rokah, njim pa sledita na primer Perutnina Ptuj in pa Panvita. Podatki o upravičenci do plačil iz skupne kmetijske politike so namreč od nedavno nazaj objavljeni in so javni. Toda, ali je prav, da največ dobijo podjetja, ki imajo v najem zemljo od države? Ali ne bi bilo bolje, da bi to zemljo obdelovali kmetje? Naprimer, tisti kmetje, ki poleg osnovne kmetijske dejavnosti opravljajo še dopolnilno dejavnost na kmetiji in bodo morali letos od novega leta naprej imeti tudi davčne blagajne. Ali če omenim pojem skladnega regionalnega razvoja, o tem se skoraj v naši državi v tem trenutku več ne govori. Naša občina, občina Ormož, je v obdobju od leta 2007 do 2013 iz tega naslova, se pravi iz naslova skladnega regionalnega razvoja, kjer smo dobili evropska in pa dodatna državna sredstva, realizirala mnoge projekte. Če v tej priliki omenim samo nekatere. Umetno bogatenje podtalnice, se pravi ureditev vodnih virov, potem cesto Ormož in Vajnkovce, uredili smo grajsko pristav v Ormož, kjer imamo danes muzej in pa glasbeno šolo. Uredili smo kanalizacijo in čistilno napravo v Podvorci, Veliki Nedelje, s pločnikom in javno razsvetljavo, potem kanalizacijo in čistilno napravo v Sluševce, Crkovce, kanalizacijo in čistilno napravo v Trgovišče, potem Mijovce pri Veliki Nedelje. Zgradili smo cesto Spodnji Ključarovci Runeč, cesto Radomeršča Žerovince, cesto Veslenča Vese, cesto Novomile. Zgradili smo v velikem delu občine široko poslovno omrežje. Peljali smo en širok projekt Comenius, partnerstvo z Norveško. Zgradili smo namakalni sistem, obnovili veliko vodovoda v vzhodnem delu občine Ormož. Obnovili kulturne domove v Podvorce, kulturni dom v Veliki Nedelji, obnovili kulturni dom v Miklavžu. Veliko je bilo še manjših projektov, ki so se financirali iz različnih razpisov, preko projektov LAS in podobno. Torej, to je bilo obdobje, ki ga poznamo. V leti 2007 do leti 2013. Kaj pa bo z novo finančno perspektivo? V obdobju med leti 2014 in 2020, pa v tem trenutku v Sloveniji pravzaprav zdi se, da ne ve nihče niti vlada. Potem so nastopile gostje Jazz Ladies. Mati bo sonce in ruže zakaj.
še ljubav, zakaj bi nama? Nato pa je sledil nastop Barbare Krajnc-Audič in Gregorja Geča, ki pa itak vedno navduši. Dober večer, Ormož! Kje pa je Božo? Božo, kje je? Dober večer, Ormožanke in Ormožani. Opet smo tu, samo za vas, Natalija. Pa Božo. Midva sva pripravila pester pa veseli program. Samo imamo en problem, ki sva se zahaklala. Pa ne sva se zahaklala v politiki, v sociali, v zdravstvi, državni zbor. Dobro, Božo, ker nama na začetku preveč gučala, Ja. je najboljše, ker mi odmah zdaj pokažemo, kje smo se zahaklala. Ja, v gledališče. Pa dobro, ne si treba zdaj toga povedati, se bi odmah znali, ker gre za gledališče. Ne vem, nisem čisto ziher, ker bi razmili, kaj smo da pripravljali, morti ne bi razmili, ne zato sem povedal. Dobro, morate v totem primeri resno ne bi razmeli, tako je boljše, ker si povedal. Zdaj bomo midva, Natalija pa Božo, odigrala prizor, ki smo mu dala naslov. Elvira in Rudi greta v gledališče. Elvira, evo, tu sem, oprosti, do zdaj sem bil v firmi, šef me je do zdaj držal, ne me je spustil zadnji moment. Pa ne si mogel nekaj poleg za oblečti vzeti, če si znokaš tako dolgo v službi. Pa nisem znokam tako dolgo v službi, no, Elvira. Ne si zno, Rudi, če je kos isto, vsak še den je isto. Se ti naparfumirala, se ne mre dihati poleg tebe. Dobro, ja, Rudi, veš kaj? Za tebe toga ne mrem reči, jaz bar dišim. Pravniš. Elvira, bom se tebe držal, pa bodo bolj tebe vohali, kak mene. Si vzela karte? Sam, gremo Ne, zdaj, hodi, ker smo hodi, pozno. so že začeli. Skozi. Božo, Maja. Nič ne vidim. Tudi ni. V kateri vrsti smo? Ne vem, kaj ne si ti pogledala karte, saj si jih ti vzela. Posveti mi z mobitelom. Šesta vrsta. Šesta vrsta, čakaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te pa nisi v drugi vrsti vzel, Rudi, če se ti še rekla, ker v drugi vrsti. Zdaj veš, ker so puklenci tu in tam, pa bi lahko kupce deli. Elvira, ne je bilo več placa v drugi vrsti. Ludvik pred menom je 8 kart v drugi vrsti vzel. Opet. Ja? Prokleti pungartniki. Ja. Opet so nas pahiteli. Ja, daj, hodi. Idemo se vsednoma. Kam? Ja, ti v toto vrsto, tota je naša šesta. Kjer je sedem? Ja, Posveti mi z mobitelom. kaj si pozabila, nisi pogledala. 3, 4. Pa tiho bodi. Začelo se je. Au, na nogo sem vam stopila, pardon. Oprostite. Pardon. Au! Kaj lahko malo vmeknete nogo? Dobre. Hvala. Takoj bomo, ne sem jaz kriva. A ta se vsedni, no. Ne, to ti je moj. Elvira, Hodi. pardon. Pardon. Večer. Začelo se je. Že pred 15 minutami. Za naj dva se je zdaj začelo, Rudi. Nažalost. Videnja. Kaj ne je to oni igralec, oni, ki v torek igra, oni na nizanki, no. Pa ne vem. Pa veš, oni, stari. Pa ne vem, Elvira, no. Veš, Rudi, veš, oni, ki... Daj, niso roka. Oni, ki ima šel sin v Ameriko, ki so mu hišo vzeli, kdaj mu je žena vmrla. Se pravi, oni, ki ima takšno lušno hčer,
ki je vzela sosedov moped, ki je imela te nesrečo, pa se vonega zaljubila reševalca. Elvira, ja, on je, tiho bodi, Fredi je. Mir daj. Kako lepo, kaj se jim prišel igrati. Vroča, Elvira. Ker nimajo klime v totem teatri. Sreči se. Dobro. Ker lahko pomogneš. Pardon. Pardon. No, drži. Sam si drži, ne ti jaz držam. A te, Elvira, naj si nogi zdaj pokrivo, če mi je vroče, daj. A znajdi se, Rude. Samo tebe se čuje. Pardon, kaj se lahko malo naprej nagnete, kaj bi se na vaši stol obesil. Prosim, malo, samo naprej. Ja, super. Hvala. Kašljam! Bolj me putri! Bude? Kaj imaš? Vzemi si bombon. Kašlja, no. Boljše je. Da še meni enega. Nikomu nije smiješno. Rude, Kaj je? kaj ti dobro vidiš? Ja. Jaz pa ne vidim dobro. Slabo vidim. A ja, kaj ti misliš, kaj bi se presrnulo? Kaj bi ti bilo vrede? Meni je vseeno.
Ja pa se presednema. Ja, kak ti češ, Elvira, no? A ti boljše, kaj se ne bi. Daj, presednima se, no. Ja pa morate, kaj se presedne. No, daj, hodi. Pa ne. Pa hodi, no. Pardon. 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 Hvala, Rude. Prosim. Kaj, če ti ne da vredi, se lahko potli opet zamejamo. Dobro je, no, Elvira. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tebe zvoni, Rude. La 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 la. Šef je. La 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 la. Ja, pa ne veš, kaj se moram šefi oglasiti. La 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 la. Oprosti, šef. Elvira, kaj je Joža v bolnici? Ja, je, ja. Pa ne je, če ga to naprej vidim. Je, ja, če mi je rekla Marica, ki ima tako slabe izvide, ker je še 2 tedna notri vstu. Pa ne, to naprej sedi. Joža! 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 Zdravo, Joža! Joža je. Ja, pa tam naprej v drugi vrsti, poleg Jožica sedi. Jožice! Poleg Jožice, te pa ne je z Marico prišel. Elvira, Kaneška je okoli gučala. Jos! Joža, Joža. Dobra predstava je. Kakšne lepe kostume imajo. Kaj misliš, kaj bi meni takšna frizura pasala, kak jo ima ona tam mlada? Rudi. Rudi! Kaj je? Zaspo si. Nisem. Si. Nisem, samo globoko sem razmišljal. Kot da te ne poznam. Kaj to je za konec? Ja, zdaj je konec. Jožica mi je vrgla. Jožica. Konec je, konec. Je konec? Konec, še malo, zdaj je konec, še malo, glej, zdaj. Konec! Pa ne prva ploskati, kaj pa če ne je konec, no. Počakaj, kad drugi začnejo. Ploskajo, konec! Bravo! 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 Dobri ste! Bravo! Tako se torej v gledališču naj ne bi obnašali. In kot sta Natalija in Božo povedala uvodoma, vsaka podobnost z resničnimi osebami je zgolj in samo naključna. Prvič, za v gledališče se je treba hmiti pa zrihtati. Razen, če ti žena grozi, da se ločila od tebe. Drugič, parfumi v gledališče niso zaželjeni. Razen Chanel 5. Tretjič, v gledališče se ne zamuja. Razen, če si pozen, dobro, nič ne več rekla. Četrtič, če imaš napade kašla, ne greš v gledališče, greš k zdravnike. Razen? Tiho! Petič, ko greš v gledališče, daš telefon na tiho.
Še posebej, če te lahko pokliče šef, ki te službe vrgu. 6. Če med predstavo na drugi strani dvorane zagledaš znanca v družbi druge ženske, ne navezuješ stikov. Ja, samo. Božo, če bi jaz tebe s kero drugo videla, bi takšno predstavo svojo sredi ove naredila, ker ti nič ne bi bilo jasno. 7. Gledalec v dvorani naj ne spi. Če pa se že to zgodi, naj ga nihče ne budi, ker lahko zasmrči. To je to. Dobro, ne je še to vse, ne? Ja. Samo, če smo totih 7 pravil držali, smo že na dobri poti, ne? Začetek je dober. Dober, obetaven. 8. Aplavz. Naj bo izraz iskrenega notranjega občutenja. Ormoško poletje naj se začne! V okviru 51. krajevnega praznika v Miklavžu pri Ormožu je bila tudi osrednja proslava, ki so jo združili s počastitvijo 40-letnice domačega vrtca. Kulturni program so pripravili slavljenci. Slovesnost je potekala v športni dvorani osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki je bila skoraj premala za vse, ki so želeli biti zraven. 40 let domačega vrtca je seveda v Miklavžu pri Ormožu velik praznik. Dogodku primerno je bil bogat tudi kulturni program, ki so ga svojimi vzgojiteljicami pripravili otroci z vrtca in mlajši osnovnošolci. Vrtec je v kraju sicer deloval že 5 let prej, 40 let pa mineva od 22. junija, ko je vrtec dobil svojo zgradbo. O prehojeni poti vrtca je uvodoma spregovoril ravnatelj osnovne šole Vlado Hebar. Namreč vrtec spada pod okrilje osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Danes praznuje vrtec Miklavž pri Ormožu. Danes praznuje krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu. Krajevna skupnost, šola, vrtec ves čas tesno sodelujejo na vseh področjih. Zato se nam je zdelo smiselno povezati ta dva praznika, saj je tudi otvoritev vrtca bila v času praznika krajevne skupnosti pred 40 leti. Takratne družbene razmere so v tem sicer pretežno kmetijskem okolju narekovale potrebo po organiziranem varstvu otrok, že nekaj časa pred izgradnjo vrtca. Vedno več staršev se je zaposlovalo, predvsem v zadrugi. Vrtec je gostoval na več mestih, na Jeruzalemu, Vinskem vrhu, v šoli Miklavž in končno kot samostojen vrtec ob šoli. Otvoritev novega montažnega vrtca je bila, kot ste slišali, 22. junija 1975. Ves čas svojega delovanja sta v vrtcu delovala 2 oddelka. Od leta 2012 imamo 3 polne oddelke. V kletnih prostorih vrtca gostujeta še 2 oddelka šole. V tem času se je v naši hiši, kot je zapisano na vabilu, zadrževalo mnogo otrok, njihovih staršev, ter seveda strokovnih delavcev in tehničnega kadra. In tako, kot je Franc Ksaver Meško zapisal v izbranih delih, in kakor ohrani dober otrok vse dni svojega življenja ljubezen in hvaležnost rojstni hiši, tako gojim jaz še vedno gorko ljubezen do tistih prijaznih prostorov in veliko hvaležnost do mož, ki so nas z njih podučevali in navduševali ter nam kazali pot v življenju. Tako je tudi iz vaših spominov, zapisanih v priložnostno izdanem zborniku, razbrati, da ste na čas obiskovanja vrtca, na obdobje, ko ste bili v službi vrtcu ali ste z njim sodelovali, da ste na ta čas ohranili prelepe spomine. Zato ste vsekakor najbolj zaslužne vzgojiteljice, ki ste skupaj z ostalimi omogočali otrokom vsestranski razvoj. Izkoristil bi priložnost in se vsem, ki ste danes prisotni, zahvalil za neprecenljiv doprinos,
saj ste v razvoj tega vrtca vtkali vso svojo življenjsko energijo. Hvala vam. Potem so zbrane pozdravili in slavljencem čestitali ob prazniku še Fanika Fras Bero iz enote Zavoda za šolstvo v Mariboru, podžupan občine Ormož Mirko Navak in predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Emil Trstenjak. Na slovesnosti so predstavili tudi rezultate natečaja za ime in logotip vrtca. Komisija se je odločila za predlog Špele Polanec, učenke 3. razreda. Tako se bo vrtec v Miklavžu pri Ormožu imenoval Kockice. V kulturnem programu so z domiselnimi glasbenimi in plesnimi točkami nastopile vse skupine v vrtcu. Vsi so seveda želeli biti delček še ene prijetne zgodbe v Miklavžu. Zborčku pa je pri tradicionalni prleški pesmici na pomoč priskočil še Miklavški oktet. Ko ta pesem podničila, bova se okrog, kakšna čenča sem jaz bija že od malih nog. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Po kulturnem programu, ki so ga pripravili otroci iz vrtca z vzgojiteljicami in osnovnošolci, je bila še podelitev priznanj, ki so jih letos prejeli. Posebno priznanje so prejele strokovne delavke v vrtcu, Marija Krajnc, Hilda Plohl in Renata Šimonič. Sicer pa sta posebno priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu prejela tudi Anton Kocjan kot požrtvovalen gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Hermanci in Bojana Vrbnjak kot aktivna gasilka operativka v domačem gasilskem društvu. Bronasto plaketo krajevne skupnosti pa je letos prejel magister Dejan Jurkovič kot dolgoletni požrtvovalen gasilec in aktivist v kraju. Srebrno plaketo je prejelo športno društvo Mladost ob svoji 20-letnici delovanja. Zlato pa vrtec ob visokem jubileju. Priznanje je sokrajanom podelil predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Emil Trstenjak. Za konec pa so vsi skupaj zapeli še eno domačo himno in prazniku na pot v zrak spustili 40 balonov. Poleg tega
Z veliko slovesnostjo in družabnim srečanjem, ki je potekalo v gostišču pri Marti v Cvetkovcih, so člani medobčinskega društva invalidov minulo soboto obeležili 40 let delovanja. Dogodek je predstavljal prijetno družabno srečanje članov in številnih gostov. Uvodoma je pesnik Ciril Hojnik iz Svetega Tomaža prebral svojo pesem, ki jo je priložnostno naslovil Invalid. Nato pa je več kot 150 zbranih pozdravila predsednica medobčinskega društva invalidov Ormož, Sonja Ivanuša, in spregovorila o prehojeni poti in o današnjih aktivnostih društva, ki deluje na območjih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Društvo invalidov Ormož je bilo ustanovljeno leta 1975 na pobudo Mirana Krajnca, ki še danes ostaja častni predsednik društva. Društvo za prelomnico v svojem delovanju šteje leto 2003, ko so se preselili v svoje lastne prostore v zgradbi na Ptujski cesti 8. Predsednica pa je med drugim predstavila številne aktivnosti društva. V društvu je včlanjenih 390 članov invalidov in 62 podpornih članov iz občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Da bi zadovoljili potrebe invalidov, izvajamo 8 posebnih socialnih programov. Preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, informativna dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in dela, ohranjevanje zdravja, rekreacija in šport, dnevni centri, klube in kulturna dejavnost. Izvajamo obiske na domovih starejših občanov, ob koncu leta obdarimo težke in socialno ogrožene invalide. Oblika programa so tudi srečanja, kateri poglavitni cilj je druženje in psihično sproščanje. Nudimo laično svetovanje invalidom, pravno brezplačno pomoč preko PIC-a v Ljubljani iz področja delovno-pravne zakonodaje. Informacije invalidov preko poverjenikov in izdaja obvestil in letnega plana društva. Društvo organizira predavanja s sodelovanjem z zdravstvenim domom Ormož z področja zdravstva. Invalidom nudimo različne možnosti s programom ohranjanja zdravja v kapacitetah ZDIS-a in to v zdraviliščih in na morju. Izoli, Čatež, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Zreče. Vsi termini so 7-dnevni. Posebni socialni programi za zaposlene in brezposelne invalide se izvajajo v zdravilišču Topolšica, Termah Zreče in Dobrna, kjer je rehabilitacija za ženske bolezni. Organiziramo tudi 7-dnevno, kakor tudi 1-dnevno rekreacijo na morju. Omogočamo udeležbo in sodelovanje v različnih oblikah rekreacije, prilagojene njihovim potrebam. Sodelujemo na območnih tekmovanjih v šahu, posamezno in ekipno, kegljanju, pikado, ribolovu in streljanju, katerega smo tudi organizator. Naši tekmovalci pikada, ženska ekipa, se je vrstila tudi na državno prvenstvo, kakor tudi naš tekmovalec v ribolovu Ožek Franc. Vse čestitke. Na društvu potekajo ustvarjalne delavnice ročnega dela in različne spretnosti, ki jih vodi mentorica Alenka Horvat. Vključeni smo tudi v medgeneracijski program dela v letu 2015 z Ljudsko univerzo Ormož. Program zajema aktivnosti, ki so pomembne za kvalitetno življenje invalida, vključevanje v družbo skozi doživljanje kulturno-umetniških stvaritev. Vsekakor bomo načrtovano pot ustanovitelja uspešno nadaljevali, kajti v društvo vedno prihajajo novi člani. V 40 letih je društvo predsedovalo 5 predsednikov. Razen Mirana Krajnca so svoj poseben pečat v delovanju društva pustili še Štefan Kostel, Jože Pirc, Josip Potočnjak in danes Sonja Ivanuša. Na slovesnosti v soboto so bili prisotni tudi župan občine Ormož Alojz Sok, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak, ki so društvu za uspešnih 40 let tudi čestitali in jim namenili vrsto vzpodbudnih besed.
Jaz sem prepričan, da je društvo v teh 40 letih doseglo svoj namen. Ne samo po tistem, kar je bilo strani predsednice povedano, da je društvo se organiziralo v pomoč članom, ampak tudi na drugih področjih. Verjamem, da je danes v Sloveniji marsikatero področje, pa naj gre za sistem upokojevanja, sociale ali katerokoli drugo področje, drugače organizirano, boljše organizirano in to ob pomoči številnih društev, kot bi sicer bilo, če tovrstna društva ne bi izvajala teh aktivnosti. Tukaj vas je 150, ki nosi vsak svojo zgodbo v svojem srcu in v svojem življenju. Skrite so te zgodbe, tako ali drugače, ampak vi sami zelo dobro veste, kakšne so. In najbrž niso vesele, niso srečne, bile so boleče. Hvala pa vsem tistim, ki vam kažejo sonce, ki vam kljub vsem bremenom, ki jih nosite, delajo lepe in prijazne trenutke. Eni takšnih trenutkov so gotovo tudi ta današnji. Naše skupno temeljno poslanstvo predstavlja izvajanje posebnih socialnih programov na nacionalni in lokalni ravni, s katerimi dopolnjujemo socialno-varstvene storitve, ki jih zagotavlja država. Je Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, med drugim pojasnil funkcijo društev invalidov. Na slovesnosti sta predsednica Sonja Ivanuša in častni predsednik Miran Krajnc najprizadevnejšim članom podelila priznanja. Občinam in nekaterim društvom pa zahvale za sodelovanje. Podelili pa so tudi 2 naziva častnih članov. Tituli sta prejela Franček Vrečar in Jože Pirc, ki pa sta ob tej priložnosti dobila tudi priznanji Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jima ju je izročil predsednik Drago Novak. V kulturnem programu so nastopili skupina Porini pa počini in skupina ljudskih pevcev kulturnega društva Anton Trstenjak Hum ter pesnik Ciril Hojnik, ki je za uvod prebral svojo pesem z naslovom Invalid, potem pa še eno z naslovom Med griči. Kar se tiče športnih dogodkov, je minule dni zaznamoval 12. ormoški ulični tek. Letos se je teka udeležilo rekordno število tekmovalcev, kar 121 se jih je pognalo v tek po ormoških ulicah. Obiskali pa smo tudi nogometni tabor, kjer ob nogometu počitnice preživlja 50 mladih nogometnih navdušencev, starih od 5 do 12 let. Najprej pa oglasje. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček, v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih in fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv.
Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Ko se vinski griči ponujajo vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Ko si boste zaželeli podariti nekaj lepega, se odpravite v darilni butik na Vinarskem trgu 2 nasproti vinske kleti na Ptuju. Izbirali boste lahko med izdelki steklarne Hrastnik, Rogaškim kristalom, izdelki s filanita, med suvenirji Ptuja, različnimi svečami ter še in še, za vsak okus in želje. Obihčete nas lahko vsak dan med 9 in 18 uro ter ob sobotah med 8 in 12 uro v darilnem butiku Vinarski trg 2 na Ptuju. Pozdravljeni! 12. ormoški tek pod organizacijo Atletskega kluba Ormož in občine Ormož, ki ga marljivi delavci Atletskega kluba tradicionalno pripravijo dan pred dnevom državnosti, je uspel v vseh pogledih. Lepo vreme, ki je za izbirčni Ormož privabilo veliko število gledalcev, o progi in rekordno udeležbo sodelujočih. V glavnem teku, otroških tekih, družinskem teku ter teku gasilskih štafet je sodelovalo rekordnih 121 tekmovalk in tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške ter Madžarske. Tudi same tekme so bile izjemno zanimive. Največ uspeha v teku žensk na 4000 in moških na 4800 metrov pa sta požela Madžarka Zita Kačer iz Debrecena čas 13:23 in Zolt Kočar iz Szent Gottarda s časom 13:53. To je bila že tretja zmaga Kačerjeve v Ormožu, ki je tako po zmagah dohitela slovensko reprezentantko Danejo Grandovec. Sicer pa so se Madžari dvojne zmage v Ormožu veselili že leta 2013, ko sta slavila prav Kačerjeva v ženski in Barnabas Bene v moški konkurenciji. Omeniti je potrebno tudi izjemno drugo mesto šele 15-letne Leje Haller iz Sevnice v ženski konkurenciji, kjer si je tretje mesto pretekla Madžarka Livija Tot, četrto Katja Bašatkalec iz Bratuncev in peto mesto Barbara Priberšek iz Gornje Polskave. Pri moškem teku je 12. ormoški ulični nočni tek poskrbel že za 12. različnega zmagovalca. Za zmagovalcem Kočarjem je drugo mesto osvojil mladi Rok Puhar iz Kranja, tretje mesto Madžar Tamaš Nač, četrto mesto Hrvat Zoran Žilič in peto mesto Tadej Grilc iz Slovenj-Gradca. Od domačih junakov iz Atletskega kluba Ormož sta se najviše zavihtela Blaž Orešnik s 6. in Danilo Magdič s 7. časom. Čas Orešnika 15:13, čas Magdiča 15:15.
Med dekleti je med domačinkami 8. mesto zasedla Jasmina Žinko iz Središča ob Dravi s časom 16:38 in 10. mesto Bernarda Ivančič iz Ormoža s časom 17:15. Med otroškimi teki na 550 metrov, kjer so sodelovali letniki 2004 in mlajši, sta se zmag veselila Lucija Potnik in Niko Kosec. Na 1100 metrov letniki 2000 in mlajši sta najvišji stopnički zasedla Hanna Zajšek in Blaž Vozlič. Na družinskem teku je sodelovalo rekordnih 9 družin, kar je še posebej razveselilo organizatorje. Zmago sta si pretekli Dina in Nataša Grabovac, pred družino Dajčbauer in Jurčec. Sodelovale so še družina Kirič, Nesič, Brumen, Žalar, Vtičar in družina Matej. V zanimivem teku 7. gasilskih štafet so najhitrejši na razdalji 1650 metrov bili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Ključarovci. Štafeto so sestavljali 3 tekmovalci, ki so vsak posebej morali preteči 550 metrov. Zmagovalci so drugovrščeno zasedbo iz Savcev prehiteli za 15 sekund. 3. mesto je osvojila druga ekipa iz Savcev. Po zaključku prireditve so v Atletskem klubu Ormož bili zelo zadovoljni, saj so v prekrasnem ambientu brez večjih težav pod streho spravili že 26. večjo prireditev, med katere zagotovo spadata organizacija nočnega uličnega teka in malega maratona, ki je meseca aprila bil že 14. zapovrstjo. V Atletskem klubu Ormož lahko tako optimistično zrejo proti novim prireditvam v prihodnosti. V teku iztekajočega tedna na nogometnem igrišču v Ormožu poteka nogometni tabor, ki ga za počitnikarje organizira nogometni klub Ormož. V taboru se nahaja 50 otrok starih od 5 do 12 let, ki so se razdelili v 3 skupine, ki so si nadele zanimiva imena. Kot ste sami videli, je letos udeležba rekordna. Prijavilo se je namreč 50 otrokov in nekako smo jih mogli porazporediti po skupinah. Zdaj naenkrat prvi, drugi dan se je bilo težko zapomniti vsa imena, je 5 Blažov, 6 Aljažov, ne vem kaj vse. In smo prišli enostavno do ideje, da bodo vsi od ponedeljka, ko se je začel tabor, pa končal v petek, se pravi 5 dni, da jih razdelimo po skupinah. In so fantje si kar zanimiva imena našli in so kar rekli, naša skupina bo 14, ki jih imam jaz, bodo dinozauri, Matjaž, se pravi tudi 14, so delfinčeki. In starejši, oni pa seveda so našli malo boljše ime, malo bolj moderno, pa so rekli, mi bomo rdeči vrage. In to imamo gori na slačilnicah in točno fantje vejo, ko pridejo na tabor zjutraj, kdo gre k rdečim vragom slačilnico in kdo gre k dinozaurom in pa delfinčekom. In za nas samo rečemo delfinčeki sem, dinozauri sem in so vsi na kupu in so vsi dinozauri, vsi delfinčeki in vsi rdeči vrage. No in kaj tem otrokom nogometna šola prinaša? V okviru te nogometne šole je najbrž tudi organiziran ta tabor. Kaj jim prinaša, recimo trening, kaj vse se naučijo? Glejte, cilj je, da jim nudimo da jih naučimo te prve nogometne korake, kajti od teh 50 prijavljenih otrok je mislim, da 29, točna številka 30, ki so čisto novo prišli in treba jim je ponuditi, ne vem, osnove nogometa, prve korake jih naučiti, da jih potem lahko po taboru zainteresirane povabimo v to našo nogometno šolo. Kot ste videli, tudi imamo po skupinah razdeljene fante, nekje začetniki, 5-letniki, 7-8-letniki, po skupinah, se pravi po znanju, že trenerji delajo z njimi. Seveda z temi najmlajšimi pa je največ delanja in treba naučiti čisto vse, od vodenja žoge do teka, v bistvu vse. Cilj pa nam je seveda, da jih potlej dobimo v naš klub, v to našo nogometno šolo, potlej pa sami veste, da tekmujemo v okviru MNZ Ptuja. Mislim, da bo nam, če nam uspe polovico tega dobiti, je kar zadosti. V osnovi je sigurno najbolj pomembno druženje igralcev. So mladi igralci, eni so komaj začeli prve korake nogometa, tako da vse se začne z druženjem, z igro, vendar potem pa tudi poskušamo pokazati, kako potekajo treningi, da je to potrebno neko resnost, da ni pogovarjanja med treningom in tako jih prikazati čim več, potem tudi osnove, neke nogometne igre. Potem pa imamo tudi igralce, kateri že dalj časa trenirajo, vsi s njimi pa redne treninge, tudi že malo naprednejše, kakšne akcije v igranju in tako. No in kakšno je vzdušje, kako ste vi zadovoljni kot trener, dobro sodelujejo? Ja, dečki so res super, se da z njimi delati, kljub temu, da nas je kar veliko, tako da res nimam kaj reči, pa tudi oni so zadovoljni, veseli in z veseljem prihajajo na treninge.
Seveda je enotedenski tabor veliko doživetje za mlade nogometne navdušence, ki se vsak dan zberejo ob 9. uri in so skupaj do 18. in še malo čez. Miha, imaš rad nogomet? Ja. Zakaj pa? Ker se dosti kar naučimo v nogomete. In veliko treniraš tudi drugače ali sedaj samo na taboru? Tudi drugače. In zakaj ti je všeč prav nogomet? Zato, ker lahko igramo, pa zato, ker smo lahko na gole. Ti je fajn v taboru? Ja. Jure, ti je všeč na taboru? Ja. Zakaj? Zato, ker lahko treniramo pa streljamo na gol. Ti je fajn igrati nogomet? Ja. No, zakaj recimo? Zakaj ravno nogomet? Zakaj se nisi odločil za kakšno drugo disciplino športno? Za nogomet sem se zato odločil, zato ker je že moj ata hodil k nogometu. No, to pomeni, da ti je ati vzornik, ne? Pa še kakšen nogometaš morda? Ja. Povej, kdo? Ronaldo. Bi ti bil nogometaš, ko boš velik? Ja. Aha. In za koga bi najraje igral, za kateri klub? Ormož. Maj, zakaj pa si se ti odločil biti v taboru? Zato, ker lahko streljamo na gole, pa lahko delamo proti ekipam. In kaj ti najraje igraš? Na kateri poziciji si najraje? V golu ali? Tekmovalec. Sredina, mogoče napad? Napad. In kdo je tvoj vzornik med nogometaši? Messi. Torej navijaš za koga? Messija. No, in ko boš velik, v katerem klubu bi najraje igral? Ormož. Aljaž, zakaj si se pa ti odločil za tabor? Zato, ker se imamo lepo. Kaj vse delate tako v teku dneva? Se igramo družabne igre, imamo kosilo, imamo trening. To pomeni, da ti niti sekundo ni dolg čas? Ne. Kaj pa ti praviš, bi želel postati nogometaš, ko boš velik? Ja. In za kateri klub bi hotel igrati? Ormož. Jakub, kako dolgo pa že ti treniraš nogomet? Nogomet treniram 2 leta. In zakaj prav nogomet, recimo, od vseh športov? Ko igram nogomet, pa se družim z soigralci, se veselimo, se hecamo, ko zabijamo gole, vsi vesele. To pomeni, da si se iz tega razloga najbrž tudi udeležil tabora? Ja, da bi se družil s prijatelji, spoznal nove, da bi se nekaj naučil novega o nogometu in še veliko drugega. Imaš morda v načrtu kakšen konkretnejši trening, igrati kdaj kot nogometaš? Ja, hobi kot nogomet bom igral, drugače profesionalno pa ne. Lukas, kakšne pa imaš ti načrte, kar se tiče nogometa? Boš postal nogometaš, ko boš velik? Ja, postal bom nogometaš. In kaj boš igral, katero pozicijo, desno, levo krilo? Napadalec. Napadalec boš torej. In sedaj že treniraš kot napadalec? Ja. No in zakaj si prišel na tabor, zakaj ti je fajn? Zato, ker se vsi veselimo skupaj, pa če zabijamo gole, se veselimo, pa tako da. Koliko golov si dal v teh dneh, kar si na taboru? 2. Bravo. In za kateri klubu boš igral, ko boš velik? Barcelona. Niki, zakaj si pa ti na taboru, zakaj ti je fajn? Zato, ker se družimo s prijatelji, igramo nogomet, včasih tudi gremo na bazen, pa na sladoled, pa take stvari. In koliko golov si ti dal v teh dneh, kar si na taboru? 10. Kakšne načrte imaš, kar se tiče nogometa? Da bi se veliko naučil, pa... Bi kdaj želel postati nogometaš, morda tako profesionalen? Ja. No, zakaj bi ti bilo to všeč? Zato, da bi veliko že vedel, pa da bi me vsi poznali.
In navijali zate najbrž, ne? Ja. Imaš kakšnega vzornika posebnega? Ata. Pa še kakšnega, recimo, svetovno znanega? Ronaldo. Vadnina znaša 5 evrov na dan. Kosil, malic, napitkov in sadja pa so deležni brezplačno. Saj so se v nogometnem klubu potrudili najti sponzorje, kar je seveda organizacijo še kako olajšalo. Brezplačno pa z udeleženci delajo trenerji in vzgojitelji. Vsekakor je nogometni tabor, ki poteka na vzorno urejenem ormoškem nogometnem igrišču, prijetno doživetje. Organizatorji so jim namreč pripravili pester program. Poleg nogometa tudi kopanje in številne družabne igre. Toliko za danes. Vroče bo, vroče. Hvala za pozornost in prijetne počitnice vam želimo. Pa se vidimo čez teden dni. Srečno!